V tem slovenskem zakonu je teh varoval več kot v katerem koli drugem veljavnem zakonu v katerikoli drugi državi sveta. Vemo pa, da že ob skoraj 200 tisoč izvedenih pomočeh po svetu v teh desetletjih, odkar ta zakonodaja tam velja, ni bilo ene same sodno potrjene zlorabe. Tako da verjamem, da naš zakon, ki ima še več varovalk kot tej tuji zakoni, je dovolj varen. Ta zakon nima nobenih varovalk. Ta zakon omogoča usmrtitev človeka brez njegovega podpisa. Omogoča usmrtitev človeka brez obveščanja svojcev, da je vaš najbližji v postopku zastrupitve. Ta zakon zahteva od zdravnika, ki piše mrliški list, da laže o vzroku smrti. Ne bo smel napisati zastrupitev oziroma strup. Si bo moral izmisliti neko bolezen. V tem zakonu bodo odločali o smrti človeka sami zdravniki, psihopati, ki ne spoštujejo medicinske etike, ki ne spoštujejo Hipokratove prisege in podpirajo zastrupitev bolnikov. In še ena zadeva, ta zakon omogoča, da zdravnik ubije pacienta in za to kazensko popolnoma nič ne odgovarja. To je 28. člen zakona, omogoča, da zdravnik ubije pacienta brez kakršnekoli kazenske odgovornosti. To je kriminal.